Stojimo v okolju, kjer so vsi objekti, ki jih gledamo, zgrajeni izključno z naravnimi gradivi. Poudariti želim, da so vse te stavbe okoli nas zgrajene iz pretežno samo 4 materialov. To so opeka, kamen, les, mogoče nekaj železa za vezi in pa tisto osnovno vezivo, ki povezuje vse te, predvsem kamnite zidove in fasade, to je apno. Apno je gradivo, ki so ga pridelovali iz nekoč vseh zgodovinskih obdobjih v lokalnem območju, iz lokalnega kamna. In praktično tudi pri nas je vsaka vas imela 1 ali 2 apnenici in vsaka kmetija je imela na svojem dvorišču apneno jamo, ki so jo uporabljali redno za vzdrževanje svojih objektov. Med izvajalci in predvsem v gradbeni stroki se je v zadnjih 100, predvsem pa intenzivno v zadnjih 50 letih uveljavila krilatica, da je apno neobstojno gradivo, da ga uničuje kisov dež, da se z njim ne da delati in nebroj neugodnih karakteristik se ga je prijelo predvsem zaradi tega, ker se je namesto njega začela uvajati industrijska proizvodnja, masovna, vseh mogočih drugih materialov. Akrilov, silikatov, silikonov, lepil, purpenov, pleksistekl, pleksi izvedb. Skratka vsega, s česar od teh historični objekti nikoli niso bili izgrajeni. Če se orientiram samo na fasade, je tudi to material oziroma omet, ki je grajen samo z apnenim vezivom. In tudi fasade, stare fasade, če jih gledate na cerkvah, so stare po 200–300 let. In če spomnim na to, s čimer smo začeli danes, da so vsi ti objekti grajeni že stoletja, so grajeni z apnom. Torej že sam obstoj vse te arhitekture potrjuje dejstvo, da vse te slabe karakteristike, ki se apna danes držijo, enostavno niso resnične. Apno je trajen material. Njegova napaka je samo, da je napaka v navednicah samo ta, da ga danes ne znamo več proizvajati, da njegova proizvodnja ni rentabilna, predvsem je pa treba delati z njim počasi, po predpisanih postopkih in vse te hitrice in bližnjice, ki jih sodobna gradnja uvaja uspešno že več zadnjih desetletij, pač pri apnu ne prenesejo. Apno, če ga ne uporabljamo na način, kot ga sam zahteva, pač ne zdrži oziroma ni trden material. Se pravi, ko delamo z apnom, je potrebno delati z njim po pravilih, kot je stroka to zahtevala. Treba je uporabljati postopke, ki jih je obrt poznala in treba je upoštevati pravilne klimatske pogoje, za katere je včasih vsak zidar vedel in jih upošteval. Danes pa jih pač pri izvedbah ne upoštevamo več. Ta kombinacija stare gradnje in sodobnih materialov nam je v zadnjih desetletjih prinesla izkušnje, predvsem s tem, da so sodobni materiali sicer trajni, a uporabni samo na sodobni gradnji. Na stari, tradicionalni gradnji, ki je bazično grajena iz naravnih gradiv in z apnom, pač se ti materiali slabo obnesejo. To je praksa pokazala neštetokrat. To se vidi danes pri notranjostih, pri slabo prezračevanih objektih, katerih posledica je uporaba plastičnih materialov, in to se nenazadnje vidi na fasadah pri uporabi nepravilnih beležev ali pa tudi nepravilnih ometov. In izkušnja zadnjih 50 let nas je pripeljala danes do tega, da nam je jasno, da se morajo znanja o apnu zopet oživiti, da moramo poiskati še tiste stare mojstre, ki te stvari še obvladajo, ki so za tiste, ki jih obvlada, zelo enostavne, in pa seveda jih začeti spet ceniti in jih ponovno uvajati v naše bivalno okolje. Kajti, če smo se osvestili o tem, da je treba jesti bolj naravno, mislim, da se je treba osvestiti tudi o tem, da je treba bivati bolj naravno.